Danes spremljajte zgodbo od podeželskega dekliča do navidezno srečnega zakona. Predstavimo vam tudi popotovanje po Japonskem, kako smo pili mača čaj in pa prebujamo dobre lastnosti, tokrat v ustvarjalnosti. Hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili z eno žensko, ki je inspirirala že mnoge, tudi mene, ker je namreč izjemno iskrena, pa ima zanimivo življenjsko zgodbo, ki dejansko govori o tem, da je treba živeti sebe, da je treba zaupati v proces vesolja oziroma da je potrebno včasih narediti korak naprej, takrat, ko je seveda pravi čas. Maja Rogelj je v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla, Maja. Dobrodošla, Jasmina. Ja, hvala lepa. Evo, kar izvoli. Zdaj, verjetno si že sama tudi opazila, da ljudje kar tak živijo po nekem programu, v nekem sistemu. Ja, zdi se mi, da je danes ta tempo življenja tako hiter, da dejansko živimo v enem, delujemo po enem avtomatizmu. Torej, ker stvari se nam dogajajo z dneva v dan, iste. Težko sledimo sami sebi, ampak nas vodi okolica. Dostikrat vidim, da imamo s tem velik izziv. Se pravi, da počnemo tiste stvari, za katere družba od nas pričakuje, da jih naredimo. Tako nekako. Tudi družba se mi zdi, da je tako usmerjena, da ustvarja neke ovce, sledilce in zato, da z njimi lahko pač manipulira na nek način. In seveda mi moramo imeti znotraj sebe to moč, da se zoperstavimo temu in da gremo svojo pot, da živimo svoje sanje. Ampak, a si bila tudi ti ta ovca? Seveda, jaz mislim, da je bil en določen čas, ko sem temu zelo dobro sledila in se prilagajala okolici. Seveda, to je z našega otroštva, se mi zdi, z mojega otroštva naprej in potem prideš na nekaj točki. Sem seveda spoznala, da v bistvu me to ne zadovoljuje, da me to ne osrečuje. Tako. Rodila si se kot podeželski deklič. Kako si odraščala, kakšna je bila tvoja vzgoja? Odraščala sem v družini, veliki družini, to se pravi kot v bistvu 7. otrok in v bistvu zelo v stiku naravo, zelo lepim bi se rekel temu otroštvu, ne? S časoma, potem, ko sem se vključevala v sistem, torej v šolo, pa seveda premočni vplivi tega sistema in mogoče tudi staršev, ki so pač prepuščali določene zadeve. Pač na kmetiji je veliko dela, predvsem je treba delati, treba je pomagati za preživetje, stik z naravo in vsem tem. Ampak ta tempo, ta življenje pa narekuje mnogo več. Sploh danes vidimo, koliko otroci imajo nekih dejavnosti, nekih dodatnih krožkov, izobraževanj, v bistvu nimajo časa biti sami sabo. To sem jaz kot otrok imela. In to je v meni, ta neka domišljija, moč, ustvarjalnost. To je v meni, mogoče pa kakšnih drugih stvari ni bilo, ne? Ki pa jih danes otroci imajo, predvsem veliko materialnih zadev, ki pa je vprašanje, kaj pomeni za njih, kako jim bo služilo. Kot 7. otrok, pa se nikoli nisi začutila zapostavljeno ali pa kakorkoli? Zapostavljeno ne. Predvsem danes, zdaj, ko razumem procese in razumem, zakaj sem se rodila v tako družino, zakaj sem v bistvu se rodila ravno tu v Sloveniji na tem področju, mi je jasno. Oziroma, veliko bolj razumem to zgodbo. V bistvu bil je eno obdobje, ko sem mogoče malo obsojala svoje starše in danes jih razumem in kakšno pot so oni morali prehoditi in zakaj dejansko sem se jaz pač porodila pri njih, ne, v to družino in lažje jih razumem. In vem, da je treba podpreti svoje otroke na tej poti in jih spodbujati, ampak ne v bistvu
jaz mogoče kot najmlajša in v tem, da je bilo veliko recimo tet prisotnih zraven, sem imela veliko pozornosti, malo sem bila razvajena, ne? In to mislim, da tudi ni dobro. Ni dobro. Ni dobro. Potem pa si kasneje v življenju opravila vse tiste kljukce, ki jih moraš, se pravi, da si spoznala moškega, se z njemu poročila. Koliko si bila stara, ko si se poročila? V bistvu poročila se nisva. A se nista? Nisva se poročila, želje so bile, ampak vedno bolj iz moje strani. Bila sem pridna deklica, pridna punca, ki je, tako kot si rekla, obkljukala vse tiste obveznosti, šolanje in tudi diplomo in tako naprej. Ampak nekaj v meni je govorilo, da pač v življenju je nekaj več. Tudi lepo sva se spoznala, seveda, spoznaš takega moškega, kot nekako imaš svoje starše. In takrat nisem tega še razumela. Danes bi naredila mnogo drugače. Bi naredila drugače? Bi naredila drugače. S tem razumevanjem, ki ga imam danes. Ampak moja pot je očitno taka. Tako so mi zapisale zvezde. No, ampak sama pa vendarle nimaš 7 otroka, ne? Tako, imam 2 krasni deklici, imava. In seveda delam na tem, da jima bo lažje, da jo podpiram, da imata lahko svojo voljo in da jih nekako pustim, da se srečujete z življenjem tako, kot njiju. Se pravi, tudi s slabimi izkušnjami. Vsekakor. Mali otrok velikokrat pade, predno se nauči hoditi. In moramo dovoliti otrokom, da pravzaprav izkusijo vse te stvari. To je zelo pomembna stvar. No, ampak imela si moškega, pa lepo družino, se pravi 2 otroka, pa izgledalo kot zelo, zelo srečna družina. Pa si bila srečna v svojih vlogah? Najbolj srečni trenutki so bili, recimo se spomnim, seveda, porodi se otrok in potem ta materinskost, zaživiš kot ženska, postaneš v bistvu mama, to je nek preporod, neka sprememba, ki jo dejansko se ne zgodi tako, ampak nekaj časa traja. Da sem to razumela, pravzaprav sem šele dobro razumela pri drugem otroku. In takrat sem videla, da preveč stvari nalagam nase, da želim preveč sama, da dejansko vidim, da se ne znava dovolj dobro pogovarjati, da je mogoče tukaj najina težava in seveda, veliko sem delala na tem, se pogovarjala oziroma skušala, ker jaz nisem človek, ki bi takoj obupala, imam močno voljo, sem vztrajna, ampak še vedno sem bila premalo potrpežljiva mogoče. Ali tudi ne, to bo pokazal čas, se mi zdi. Ampak potem je pa prišel nek trenutek, ko sem jaz enostavno rekla, to me ne osrečuje. Pač nisem videna, ni toliko časa mi namenjenega, kot bi si je želela, in zato si pač želim stopiti na drugo pot. Oziroma poskusiti, kaj pa lahko naredim, in ta pot ni lahka. Verjetno je bila strašljiva misel, da boš ženska, ki je s svojo odločitvijo razdrla družino. Seveda, to so sploh v taki družini, kot sem jaz zrasla in zelo v bistvu versko vzgojena. Ja, je bila ta odločitev zelo težka, ampak koliko časa si potrebovala? Poznam ženske, ki leta in leta zbirajo moč, da zapustijo partnerja in vzamejo otroke s sabo oziroma pridejo do nekega dogovora. Tudi pri meni je bilo tako, v bistvu sem 2 leti nekako potrebovala ta čas, zbirala ta pogum. Seveda sem se vključila tudi v eno skupino pogovorno, ženskami v Ljubljani, in takrat sem videla, da tudi zelo uspešne ženske, uspešne, bogate, preskrbljene, dejansko z vsem niso srečne in da imajo še mnogo, mogoče težje zgodbe, kot dejansko je bila moja, ampak vsem se ti lastna zgodba zdi najtežja. In potem, ko sem prebirala vse te knjige, ki danes toliko informacij na voljo, sem spoznala, da pravzaprav edino, kar je pomembno delo na sebi. In takrat sem spoznala, da v bistvu ne morem spremeniti drugega in da je moj partner pravi zame, ampak da rabim delati jaz na sebi.
In to je bila najbolj grenka, najbolj težka izkušnja oziroma sprejeti to, dejansko nositi to. Katera knjiga ti je recimo pomagala? Zdaj si tudi sama avtorica tele krasne knjige oziroma priročnika, Spomni me, ki si ga zelo lepo pripravila. Hvala lepa. Ampak katere knjige si ti brala, pa so ti pomagale, da si zbrala dovolj poguma za ta korak, da si odšla iz neke take skupnosti? Ja, prebirala sem mnoge knjige. Mogoče so se mi najbolj dotaknile od Louise Hay, potem od Eckharta Tolleta kasneje. Seveda mi je pa veliko dalo to izobraževanje, specializacija Waldorfska, ki je bilo nekako širok pogled na dojemanje našega življenja kot takega. Življenja kot takega. Povezavi z naravo, s kozmosom, kako delujemo in dejansko kakšna energija se pretaka med nami ves čas, ki je v bistvu nezaznavna, pa tako zelo pomembna. Ampak navidezno ste bili srečna družina. Ja. Zanimivo. Kako si se pa potem odločila, da si zaupala partnerju, jaz se pa tega zdaj ne grem več z vsem spoštovanjem, ampak želim ubrati drugo pot? Ja, verjetno je pričakoval globoko v sebi, da se bo kaj takega zgodilo. To bi morali njega vprašati. Dejansko mislim, da ga je v bistvu presenetilo. Kljub temu, da lahko rečem, da vsekakor sem ga ranila. Za kar danes je mi še vedno težko. Ampak to so stvari, ki se pač zgodijo v momentu, ko si še morda nepopolnoma zaveden. In sprejmeš neko odločitev, v želji. Jaz sem odšla ravno v želji, da se pač naša zgodba spremeni, razvije, torej da nekako dojamemo oba, kaj je potrebno. Ampak nažalost, pač tako kot sem že rekla, delaš lahko na sebi in potem zdaj življenje pelje skozi to in pač si srečen in si včasih žalosten. V vsaki stvari je dualnost, je črno, je belo, yin, yang in ko to spoznaš, je lažje, osvobojajoče. Težko je torej povedati partnerju za to odločitev, verjetno še težje otrokom. Ja, otroci so bili še tako mali dejansko, da sta v bistvu vse tisto, kar sem jaz sprejela tudi oni dve. Ja, na začetku je bilo tako, seveda, ta prvi dnevi so bili težki, tudi prvi mesec je bilo, potem, ko se ti stvari dojameš, ko je tudi partner to dojel, je videl, da je prišel za nami in seveda so se neke stvari začele odvijati, ampak ni lahko sprejeti odločitev in stati za njo. Velikokrat slišim, da so ženske, ki so kasneje zaključile nek zakon partnerstvo, da so rekle, po prvem otroku se je začel zakon, skupnost se je začela podirati in pa sva imela še enega otroka, sva mislila, da otrok bo mogoče rešil. Ali lahko po tvojem mnenju otrok reši nek zakon? Ne. Mislim prepričana, da otrok ni rešitev. To je mogoče nek pobeg. Skratka, neka močna želja, ki misliš, da bo spremenila nekaj, ampak če odnos ni pravi, iskren, če ni pogovora, težko, da bo to na dolgi rok osrečujoče za oba. Partner verjetno ni bil agresiven do tebe, da bi te tepel ali karkoli podobnega, ker velikokrat rečejo potem kakšne babice, ja, pa lej, sej te ne tepe, sej je v redu, pa kaj moraš iti zdaj stran iz tega, veš, kaj sem jaz pretrpela, ali pa moja babica, ali pa moja mama in tako naprej. Včasih je bilo drugače. To se mi zdi najtežja stvar. Dejansko tudi pri meni se je tako zgodilo, pa pri mnogih slišim, da je najmanj podpore ravno v primarni družini. In tudi jaz sem se zelo malo obračala na svojo primarno družino, kar je tako že težko dejansko, ko si v neki težki situaciji in se obračaš ali pa želiš obrniti na najbližje, ki pa ti niso v tako oporo in pomoč. Mama je rekla, ja, seveda pa še malo potrpi, in seveda jaz sem še malo potrpela in pa je bilo 3 mesece, pa je bilo spet malo boljš, pa še 3 mesece.
Ampak enostavno sem videla, da to se lahko neznansko dolgo časa vleče in da v bistvu nekdo se mora odločiti. No, in to ampak sem očitno jaz. zanimivo, zmeraj slišimo recimo to, ja, pa moraš malo potrpeti. A ne? Mislim, da ta potrpljenje ni rešitev. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo tega, da je rešitev edino v nas. Torej naša volja, naš pogum in naša aktivacija. Če pogledamo malega otroka, oni so iskreni, so čisti, so dejansko v vsakem trenutku, res živijo, so pristni, iskreni. In če bi mi se ne obračali toliko na okolico in se ne ukvarjali z vsem tem mnenji in kako bi moralo biti in k čemu je družba naravnana, bi nam mnogo lažje bi nam bilo. Se pravi, prvi korak je, da najdemo, da je odločitev pravzaprav naša, osebna. Vedno je odločitev naša, ampak najtežje je stati za to odločitvijo. In dejansko to pa opazim mogoče najbolj pri ženskah, ki se zdaj mogoče bolj tudi povezujem z njimi, da še same ne vedo, kaj bi pravzaprav rade. In jaz se spomnim, tako dobro se zdaj spomnim enega pogovora z mojim partnerjem, bivšim, ki je rekel, pa kaj bi ti sploh rada? In jaz dejansko nisem sploh znala takrat povedati, kaj bi rada. Srčno sem si pa želela samo to, da bi me razumel, da bi me objel in da bi rekel, vse je v redu, skupaj smo, poglej, fino nam je, poglej, kaj vse imamo. Morda nisem znala biti tako zelo hvaležna, kot to znam biti danes. Če bi lahko prevrtela čas nazaj, bi ostala z njim, ubrala druge metode ali kakorkoli? Mislim, da je to ključ do tega, kar bi vsi morali, kar je tisto, kar je potrebno v odnosu. In dejansko, dokler časa ne razrešimo stvari pri sebi, se mi zdi, da vsekakor privlačimo podobne partnerje, iste partnerje. In da je naša naloga, da v bistvu se potrudimo in delamo na odnosu, na tistem odnosu. Si danes srečna, Maja? Mnogo bolj svobodna sem. Privoščim si in negujem sebe. To se mi zdi bistveno. Kot ženska, da zdaj res si namenim čas, da si vzamem čas za športne aktivnosti, da grem v naravo, da sem vzor otrokom, da sem še vedno tista Maja, ki rada kuha, peče, obenem pa malo adrenalinska. Tako. Ja, iskrene čestitke za vse te korake v tvojem življenju, pa tudi za tole. Mislim, da je tole ena krasna zadeva, orodje za leto 2018. Najlepša hvala, Maja. Evo, devaš, če že malo objeti. Ja, seveda, z največjim veseljem. No, v oddaji Klepet ob kavi pa vam vsekakor pripravljamo mnogo zanimivega, predvsem pa so tiste vsakdanje življenjske zgodbe, ki nas največ naučijo. Gleda pa tako svetlo zelen, kot da je v bistvu sveža trava, mislim, Ja, čajno. ni, to so posušeni, to so mladi, zeleni listi, najbolj polni klorofila in vsega.